Dobar dan, lepo pozdravljeni, MTBC Live, koliko že? 38, 39, ne grejo mi najbolj te številke. Smo v Sostrem pri Ljubljani, v trgovini Cycling United in ne bom rekel gost, ampak tokrat gostitelj, Vladimir Kerkes, ki ga poznamo iz njegove cestne kariere pri zeleno-oranžnih, pri Savi Kranj, zdaj samo še Kranj, ne? Samo še Kranj, ja. Zdaj tudi iz ciklokrosa, ker mu je bilo očitno dolg čas v penziji, mlad je še, hiter je še in se je lotil ciklokrosa in je tudi aktualni državni prvak in decembra prireja tudi državno prvenstvo, do vsega tega bo prišla. Živijo, Vlado. Zdravo. Za nama je Rob Jauh, ki so mu glavo odrezala, ki je malo previsok. Nekdo te že pozdravlja, Tadej. Pozdravi padajo, lej. Malo smo na soncu, po moje, da bo telefonček zmogel. Malo sem raziskoval, najdel sem te tudi na seznamu tajvanske ekipe Attack Team Gusto za letos, UCI Continental ekipa, pa si mi hitro pojasnil, da je to, da ima bazo v Šenčurju, ne? Ja, to smo bolj, ko bi temu rekli, bolj smo pomagali našemu prijatelju Tomažu Poljancu, ki je tudi športen direktor tam. Ekipa je mešana avstralski, tajvanski kolesarji in so želeli v Evropi dirkati. Tako da smo jim kot ena odskočna deska, ker je ekipa registrirana v Evropi, so imeli večje možnosti za dirke v Evropi, tako da smo mogli biti par Slovencev v ekipi, da je bila lahko ekipa registrirana v Sloveniji, tako da smo na seznamu bolj kot številka, kot tekmovalci. Nimaš pa nobenega štarta za njih, ampak pride štart zdaj v ciklokrosu, ne? Ja, zdaj imamo pa licenco, tako da bomo pa lahko v ciklokrosu štartali. Daj povej za začetek, kako cestnemu kolesarju pojasniš, v čem je fora ciklokrosa, te stare, tradicionalne, cestne off-road discipline, ne? Zdaj tako, zgodovina ciklokrosa včasih, jaz sem začel 95. Pa mislim, da lih malo pred mano se je ciklokros nehal v Sloveniji. Ker je prišel mountain bike. Mountain bike, točno tako. To je bilo v Sloveniji, v bivši Jugoslaviji, bila to čisto normalna disciplina, tako kot se zdaj primer, zimski treningi so bili, ciklokros dirke so bile vsak teden, Italija, Hrvaška, Srbija, Slovenija je bilo to. Po s prihodom MTB koles je pa to počašal navzdol. In zdaj skušamo to nazaj spet malo uživeti. Jaz sem bil navdušen, ker sem bil v Belgiji in ker sem videl, da je to pri njih, je to praznik in smo rekli, da bomo probali počasi to spet nazaj spraviti, da je z obeh strani, da so gorski kolesarji zraven pa cestni kolesarji eno mešanca. Zdaj težko je zdaj naštimati gorskega kolesarja za ciklokros kolo, ampak da se vsak nek malo noter najde. Kako po gorskemu kolesarju razložiš, čem je fora ciklokrosa, ker ne razumem, zakaj bi šel s to specialko z malo širšimi gumami? Zdaj, ja, malo težje, ampak tako kot mi cestni kolesarji smo si zamislili gorska kolesa, tako bi mogoče na tak način, kakšen, če ga malo po domač povedem, filmac matra, da bi probal. Veliko lažje to sprejmejo cestni kolesarji, ker nam je 24 gremim. Ker nam je bližji zaradi pozicije na kolesu. To je tista največja razlika, se mi cestarji veliko bolj počutimo na ciklokolesu, kot pa primer na gorskem kolesu. Torej, dirko si že kot mulc v ciklokrosu? Ne. Nisi takrat? Ne. Aha, zamudil si od obdobja. Da sem bolj opazoval se. In potem, ko si nehal dirkati, zdaj pred par leti na cesti, ti očitno nekaj manjkalo in
tako bom rekel, poleti imamo v kolesarskih trgovinah imamo sezone, nimamo časa za nasplošno za rekreacijo in po zimi se nam vse skupaj malo umiri in lahko najdemo ta čas, ker za trening ciklokrosa ne vzame veliko. To urco pa pol. Dirke so kratke, ne? Dirke so kratke in tudi ni treba toliko trenirati. Se pravi, zdaj, ko bo velodrom pokrit, boš lahko velodrom dirkal, ne? Po zimi, ja. Tudi, ampak pri nas je še zmer kultura, tako bi rekel, velodrom je še zmeri, tako kot je bil ciklokros prva leta, ko smo ga organizirali, so vsi malo gledali, pa na prvi dirki mislim, da smo imeli en ciklokros kolo, 2 ciklokros kolesa sta bila na štartu, pa se počasi to razvija, ta kultura kolesarska. Upam, da bo tudi pista oživela v tem pravem smislu. Lani je bilo državno prvenstvo v Novem mestu, Adria je odlično prvenstvo naredila, ne? Strinjava. Ja. Kako se spomniš te dirke? Ambient vrhunski, vremenske razmere še bolj vrhunske. Bila je težka dirka, ampak taka ta prava ciklokros dirka. Slovenci to zimo najbolj zagrizani, ni dovolj teh 6 dirk v slovenskem pokalu, dirkajo kar nekaj že v Forledni, Julijski krajini, ja. Te mogoče kaj prime, da bi šel? Pa se pravi, radi bi naredili, da bi se naredili tako, smo v povojih, probamo vsak let nekaj na dirkah dodati, zdaj žonam je malenkostno fantov, kva so že piči, ja. Ker oni so bili tisti ta pravi, ki so držali to stvar na enem nivoju in ki se nivo dvigal. Tudi nekateri so bili lani na svetovnem prvenstvu, tako da se dogajajo stvari, fajn je, da se hodi v tujino, ker je Italija je že svetovni pokal nivoja in iz tam tudi lahko kakšne pozitivne stvari prinesemo k nam, da pri nas ta liga raste. Monika te pozdravlja. Domači koledar ciklokrosa 6 dirk, ja. 5. novembra, torej pri Mateju Mugerliju v Cerknici, ja. Boš šel? Upam, da bom šel, če se bom sestavil v maratona Ljubljanska. In potem, greš teči? Ja, eno stavo imam, pa moram zdaj prvo to v nedeljo delati, tako da bomo videli kako. In potem še 5 zaporednih vikendov in pred zadnji od teh vikendov bo državno prvenstvo v Šenčurju 2. decembra. Ja. To je tvoj kolesarsko društvo Šenčur to prireja. Na novem prizorišču sem videl, lani je bilo v industrijski coni, letos v športnem parku. Ja, letos radi bi imeli lokacijo, da imamo čas postaviti prav. Tam je bilo, tam so v petek popoldne rekli, zdaj pa delite. Ne, še v soboto pred štartom, ker je bila jama, so tovornjaki vozili. Industrijska cona je, ki je odprta do 12 in težko je bilo z dovoljenji, zaporo ceste, tako da smo se odločili tudi tam, ki smo imeli, ki imamo te dva svojo jamo, da nekaj uredijo, tako da tudi nimamo tam več poligona in smo rekli, da bi vse skupaj preselili v športni park. Malo težje za izvedbo, ker nimamo nobenega terena ta pravega, tako da ga bomo probali umetno postaviti zmivke, kakšno rampo, most bomo probali postaviti, se bomo probali maksimalno postaviti. To prav nizozemski ciklokros brez hribov. Točno to je. Ne belgijski, ki tam že imajo kaj. Tam že kaj najdejo, ja. Še kaj posebnega načrtujete? Boš prevlekel kakšne prijatelje, Kristjan Koren je lani dirkal, koga bi se še dal privleči? Državno prvenstvo bo Luka Mezgec mogoče na tretji dres v sezoni. Saj smo tudi dobri, ki so datumi, ki se začne že naslednji teden,
da bo zaporedoma, ki je večina profesionalnih kolesarjev doma. Tako da jaz upam, da bojo tisti, ki imajo ciklokros kolesa, Mohorič, Mezgec, Koren, da bojo prišli na štart sploh. Aldo tudi, ja, da sem pozabil. Tudi mislim, da Luka Mezgec, da če bi osvojil naslov, da bi to dobro izgledal, da ima 3 naslove. Letošnji državni prvak v gorsko-kolesarskem krosu in v cestni dirki. V cestni dirki, ja. Tako da to bi bil lep trojček, ne? Ja, to bi bilo, lepo bi bilo videti. Čeprav ta se že šteje naslov mogoče v 2018, ne? Že dobro, da je zgodi. Bomo mi tako naredili, da bomo rekli, da 2017 še zmeri. Kaj pa sicer novosti v pokalu? Nedavno, pred par dnevi ste imeli kot organizatorji in kolesarska zveza sestanek za te novosti in za pravilnike. Bile so neke ideje, da se naredi en štart članski samo s ciklokros kolesi, ampak? Probali smo, da bi prišli tudi s tem kategorijam, spravili vse, da bi točno poučil od gum do vsega do koles, da bi malenkostno to spravili na višji nivo, ampak trenutno situacija v Sloveniji še ne dopušča tega, da bi zdaj spreminjali to pravil. Gremo še malo mešati različne tipe koles. Bomo še malo mešali, da je za čim več kolesarjev na štartu sploh mladih. Pa proge je treba tako narediti, da so ciklokros kolesa v spredju, a ne? To je pa težko. Ja. Gorskem kolesu je težko. Sploh zaviram to. Kakšno ravnino narediš tako za potegniti? Ja, to vidim. Ampak pojem pa ni toliko atraktivno za gledalce. Je fajn, da je postavljena čim bolj skupaj, da se čim več vidi. Jaz zato navijam, ker imam rad slike na MTBC, ki so samo ciklokros kolesa. Da se kakšen mountainbiker ne umeša. Bo zastavljeno nagradno vprašanje. V Cycling United ste znani po Ionu, pravi nemški konfekcijski znan, ki prihaja iz surfanja. Kaj sta to pripravila z vini? Pripravila sva naše najbolj prodajne rokavice. Za hladne dni? Ja, ki imajo tudi držno prevleko. O ti boga. Tako da so take, kako bi rekel, neutralne za vse pogoje. No. Pa izkazali so se za zelo dober produkt, tako da smo večinoma gradimo na teh rokavicah. Imajo zelo veliko modelov, ampak te so take, da bi po domač še udarne. Vprašanje so si izmislila tik pred zdajci, seveda. Nec te pozdravlja, Pravdes legenda. Katero slovensko enduro dirko, pa nama zdaj rekla, kakšna je bila, da naprej lahko, kateri slovenski enduro dogodek je Cycling United sponzoriral z znamko Ion, tiskaj prvi odgovorimo nove rokavice. Bo daš tudi večje, če ima veliko roko? Ja, bomo se rekla, ni problema. Za hladne dni, wind hater, sovražnik vetra. Vi ni spremljali, če kdo odgovori, ko mi da naprej klepetala. V glavnem smo pa že skoraj vse povedala. A se vidimo v soboto na Dust Lastu? Težka. A v nedeljo imaš maraton? Ne, to, nimam še kolesa. Čakam še kolo. Tako da sem trenutno brez kolesa. Prepozno sem zvedel, če bo pošten. En prav, da ti je nekaj ven iz ust. Ni hotel, da ti je dobil opozorilo pred začetkom. Navada železna srajca. Ja. Kaj pa sicer misliš o tem mešanju ciklokros gravel scene? Ne vidim nobenega problema. Problem so naše ceste. Ki je vse bolj grevel. Ja, ki je vse bolj grevel, pa prenevarno se skupaj ratuje, tako da, tako kot opažam, je skozi več ljudi, ki hočejo biti na radi. Se hočejo izogniti tem sploh te glavnim cestam in uživajo
v naravi. Tako da zdaj je tale ciklokros gre. Važen komentar malo, te moram prekiniti. Kristjan Koren je potrdil udeležbo na državnem prvenstvu. No, evo. Enega že ima. Hvala, Kristjan. Transjulius Blaž Sušnik je dobil rukavice. Neuradno razglašam, Blaž, imaš nove rukavice, ker potem pogledamo še na računalniku, če je kdo prej odgovoril, če nam je kaj ušlo. Sosed je zakurbilo motor ali kosilnico, kaj je to? Ja. Mogoče gleda tudi sosed live, pa se je odločil. Se bom malo vključil. Ja, Das Last v soboto štart iz Ljubljane ob 8 uri, če se ne motam. Ja. Opciji 100 ali 170 km. Netekmovalno tokrat, zdaj je bila 2 leti to kar zaresna dirka. Zdaj pa, ker je tako imenovan social ride, jaz mislim, da nas bo večina kar štartala, pa se bomo tam na spustu proti Cerknici se bomo odločili, da gremo nazaj na pokojišče na Stotko, ali zamoremo še Slivanco pa okrog jezera. Ne, to je super varianta, ker so se spomnili pa, da to tradicijo držijo naprej. Ker njih je z Jernejem se zadnjič pogovarjala, se je ustavil to, kar se jim je naredil. Lih ne poznam, kva so imeli, ampak škoda je. Lih to smo se zgovarjali zaradi ciklokros dirke, ki jo oni letos ne organizirajo, da bi bilo škoda, da bi se oni umaknili iz tega, ki so ta pravi fajn. Jaz mislim, da se bojo vrnili še močnejši. No, evo, to. Hvala Vlado za pogovor, vidimo se na ciklokros dirkah, 5.11. začnenja s Cerknico, državno prvenstvo 2.12. Šenčur. Cel koledar najdete na mtb.si pod gumbom koledar, smo ga zdaj predstavili na vrh, tako kot imamo različne podkoledarje, ne? Zdaj ciklokros čist na vrhu. In se vidimo, ne? Daj še palček gor za slikco. Super, hvala ti in kar neki gledalcev so zbrali, 42, niso še vsi povinili. No, evo. Čao! Čao!